Čeramburje je uspelo še pred koncem sezone, so poskrbele za največji klubski uspeh ajdovskega ženskega nogometa. Izdatno pomoč so jim nudile Radomlje Medeks, ki so premagale Olimpijo ter jo izločile iz lige za prvaka, same pa vedno resneje napadajo drugo mesto. Na pogovor smo povabili najboljšo strelko Krima v zadnjih sezonah, Julijo Žnidarič, medtem pa se je vnovič zbrala reprezentanca, pred katero sta dve novi tekmi v sklopu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Znova je čas za reprezentanco, čas, ko se domača liga ustavi, ko so vse oči uprte v zbrano vrsto pod vodstvom selektorja Saše Kolmana. In kje smo se pustili? V meglenem Kopru, kjer je Slovenkam pred dobrim mesecem dni uspel velik podvig. Prišle so do odmevne zmage proti Avstriji. Avstrija sicer nekoliko več pri žogi v teh uvodnih 20 minutah. Veliko prostora zdaj na desni strani za Slovenke. Zara Kramžar je pred golom in Slovenija vodi. 1-0, Zara Kramžar. V teh 4 tednih se je zgodilo mnogo, ne le nogometno lepih trenutkov. Zimske razmere je zamenjala topla pomlad. Cvetijo pa tudi slovenske reprezentantke. Začnimo s stebrom obrambe. Lano Golob, igralka, je pomagala svoji ekipi do pokalnega naslova, prvega po 10-letnem postu. To je ekipni šport, tako da osebno tukaj me v bistvu ne zanima tako veliko. Meni je samo važno, da je ekipa zmagala. Kar lahko dam jaz za ekipo v bilo kakšnih tekmi, je tisto, kar mene zanima. Ona in vse ostale, pač res, mislim, mašina od zadaj, kaj naj rečem. Čestitke pada itak z vseh koncev, punce si to zaslužijo in kar se tiče, če me že za obrambo sprašuješ, obrambo dela vseh 11 na igrišču, tako da Lana je pa sigurno steber zadnje linije. Čvrsto v obrambi, razigrano v napadu. Zaradi poškodbe selektor Saša Kolman ne bo računal na Laro Prašnikar. Je pa učinek preostalih igralk ofenzivne linije tako dober, da je v igri več kombinacij. Zara Kramžar, ki v zadnjem času marljivo skrbi za veselje navijačev slovenske ženske reprezentance, je pred nekaj dnevi postala prva Slovenka z golom v elitnem angleškem tekmovanju. V državnem prvenstvu je na Goodison Parku, kjer se je odvijal derbi Evertona in Liverpoola, pospravila svojo prvo žogo v mrežo na Otoku. Pri naših severnih sosedih Avstrijcih ima Zala Kuštrin nepozabno sezono. V prvenstvu je prva strelka s 13 goli. Skupno jih je na 23 tekmah dosegla kar 18. Šturmom se je prebila v ligo za prvaka, kjer se merijo najboljše 4 ekipe po prvem delu sezone. V dresu Slovenije ima 4 zadetke, čaka še gol proti težkokategorniku. Potem, ko je nedavno iz Italije prestopila v Belgijo, je takoj s polnjenjem nasprotnikovih mrež začela Nina Kajzba. Odigrala je 4 ligaške obračune in se 4-krat vpisala med strelke. Minute za dokazovanje je dobila tako proti Nemčiji kot tudi Avstriji, pripravljena je na Norvežanke. Maja Sternat je pred kratkim praznovala 100 odigranih tekem v dresu nemškega Werderja. 3 zadetke ima v letošnjem prvenstvu, temu pa je dodala 5 podaj. Zadnjo na srečanju z Esnom 29. marca, ko so njeni zmagali z 2-1. In pa še Mirjam Kastelec. Njena klubska sezona je rekordna. Po prvem delu prvenstva ima 65 golov, svoj stari primat je že presegla za 25 zadetkov. V veliki meri lahko pomaga žogi najti pot v mrežo, tudi proti ekipi, kot je Norveška. Na zadnjem selektorjevem seznamu igralk je kar 8 nogometašic, ki prihajajo iz domače lige. Lea Dolinar, Zala Vindišar in Živa Rakovec iz Mure, Mirjam Kastelec in pa Neža Trost iz Ljubljane ter 2 upoklicani članici Radomlje Medeks, Iva Kocjan in Ajda Zajc. Naknadno je povabilo na mesto poškodovane Lare Prašnikar dobila Ula Omerzu. Slovenija v 3. in 4. krogu igra proti Norveški, najprej na gostovanju v Oslu 14. aprila, 4 dni kasneje pa še doma na Ptuju. Kako se zoperstaviti Norvežankam, ki so v preteklosti bile že evropske, svetovne in olimpijske prvakinje? Ja, mislim, da lahko se kosamo z njimi, mi se ne predamo pred nobeno tekmo in kljub temu pač, da so Norvežanke mogoče boljše na papirju, to ne pomeni, da bojo boljše na igrišču.
te tekme, kjer same sebi dokažemo, da zmoremo, nam dajo dodatno motivacijo, ampak ne spremeni načina dela. No. Na vseh tekmah, kjer smo do zdaj igrali, kažemo vedno višji nivo in pač se nimamo nikogar bati in če ne gre, če so pač močnejše, bomo pač mi pokazali večjo srce in pač tudi to nekaj šteje in pač lahko odloči tekmo. V velikonočnem vikendu se je igral zadnji krog rednega dela prvenstva. Muranona se je doma srečala s kirurgijo Estetikal Aluminij Žalec. Trbovlje je igral proti Žn Maribor, na Bonifiki sta se srečala Gažon in Krim PC Bolit. Kjer se je odločalo o uvrstitvi v prvo četverico, pa sta bili tekmi Radomelj Medex in Olimpije ter Ljubljane in Primorja Toslenotri Cosmetics. Odigrani sta bili istočasno v ponedeljek ob 5. popoldne. S pregledom vrhuncev začenjamo v Radomljah. Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi ljubitelji nogometa, predvsem ženskega nogometa, ki ga vestno spremljamo na naši televiziji, na drugem programu. In danes je na ta praznični ponedeljek na vrsti tekma 22. kroga ženske lige Triglav, zadnji krog rednega dela in spremljali bomo z našimi kamerami tekmo v Radomljah. Derbi tega zadnjega kroga, namreč tekma, ki v marsičem odloča o sestavi zgornjega dela lestvice oziroma v nadaljevanju prvenstva lige za prvaka in med dvema kandidatoma za četrto mesto sta še vedno pred temi zadnjimi tekmami Ljubljanska Olimpija, ki danes gostuje v Radomljah, ter pa Ajdovsko Primorje, ki v istem času gostuje pri drugo uvrščeni Ljubljani. Tekem, ki nas najbolj zanimata, torej tale tekma v Radomljah, kjer gostuje Olimpija, in pa tekma v Ljubljani med Ljubljano in Primorjem. Zdajle še druga priložnost Olimpije, torej udaren začetek Zmajčic. In tri igralke v živem zidu. Ula Omerzu. Ja, Ula Omerzu proti golu in žoga je v mreži. 1-0 za Radomlje. Zdajle presenečenje za vratarko Olimpije. Natančen strel in najboljša strelka Radomelj je še enkrat zatresla nasprotno mrežo. Še čestitke strani trenerja Mateja Mavriča Rožiča. Tole je njena mojstrovina mimo živega zidu ob levi vratnici vratarke Ajše Kalač. Takole je žoga zavila proti mreži in gol za Ulo Omerzu. 30. gol v letošnji sezoni. Res tamle bori kapetanka Olimpije. Številko 71. Zdajle močan strel, vendar previsoko čez gol. Zdaj pa napaka v ljubljanski obrambi, priložnost za Radomlje, podaja in žoga je vseeno v mreži, čeprav se je vratarka najprej dobro znašla, vendar rezultat zdaj 2-0 v Radomljah. Neja Selan pa strelka, dobra akcija najprej Senegalke, ki je takole zaposlila raje svojo soigralko, ni se odločila za strel na gol, ko se je znašla iz oči v oči z vratarko Olimpije. Je podala na levo stran, kjer je bila Neja Selan in saj za zdaj pa je še nekaj časa verjetno odprt ta boj za četrto mesto, čeprav ga Olimpija izgublja, vendar vračajo se Zmajčice. Zdaj le gol v Radomljah, znižanje vodstva domačink, nasmejana je Maša Osojnik in ali se Zmajčice še ne predajajo. Zdajle takole po lepi podaji, ne, Maša Osojnik je bila podajalka, gol pa je dosegla Varja Špilar. Ja, Varja Špilar po podaji Maša Osojnik, lepa hitra akcija. Pa še ena tamle zdajle nevarna podaja, obležala je
domača nogometašica, ali je to celo 11 metrovka, očitno strel, gol in Radomlje vodijo s 3-1, še drugič na tekmi uspešna Ula Omerzu, ki je izkoristila torej to najstrožjo kazen. Radomlje Olimpija 3-1, natančen strel, brez možnosti za Ajšo Kalač in drugi gol za Omerzu. Zaostajajo 3 točke za Primorjem, ki v tem trenutku gostuje pri Ljubljani na Iliriji. Zdaj le še en nevaren strel, tamle dobro posredovanje vratarke Kalač, po lepi podaji Maše Osojnik. Tudi začetek drugega polčasa pa po notah Radomelj, ki so zdajle zabile še 4. gol, torej sprememba rezultata v Radomljah, znova se trese ljubljanska mreža in še drugič uspešna Neja Selan, še drugič po podaji Kadije Badijo. Drugega polčasa hitra Badijo je takole povzročila zmedo pred golom Olimpije, ki jo je potem med dvema branilkama in pa vratarko izkoristila Neja Selan, ki bo imel le enega predstavnika v Ligi za prvaka Ljubljano, ki je bila ustanovljena pred nekaj leti šele. Zdaj priložnost za 5. gol domačink, vendar malce preveč, da je v tem zadnjem letu prišlo do preobrata, kar se tiče kakovosti med tema dvema kluboma. In tudi dobro delo Radomelj z mladimi nogometašicami se obrestuje. Namreč Olimpija je težko nadoknadila nekaj odhodov svojih najboljših igralk. Zdaj le priložnost za 5. gol. Nekaj težav zdaj le, ko je sonce že nizko na obzorju. Vendar tamle težave tudi za vratarko in na koncu žoga v mreži. Takole težave vratarke Ajši Kalač pri tem strelu iz kota oziroma podaji, na pravem mestu pa Lana Lesjak, ki je zdajle sprožila petardo v Olimpijini mreži. Zdaj priložnost znova, tamle strel in gol. Še enkrat se trese, še enkrat več se trese Olimpijina mreža. Pravi Evrogol zdajle za Kadijo Badijo. Takole je očitno videla, da je precej iz gola vratarka Olimpije Kalač in 19-letna Senegalka je zdajle s pravim Evrogolom. In v tem trenutku tudi konec tekme v Radomljah. Visoka zmaga domačink nad Olimpijo. Zadovoljen je lahko domači trener Matej Mavrič-Rožič. Pol ducata golov so njegove varovanke uspele doseči proti Olimpiji, ki tako prvenstvo končuje, redni del prvenstva končuje na 5. mestu. Ja, moram reči, da smo danes povsem zasluženo zmagali, odigrali tako, kot smo se dogovorili. V prvem polčasu smo izkoriščali to premoč po bokih, kjer smo vedeli, da bo več prostora. Punce so odigrale fenomenalno in jaz jim lahko le čestitam za prikazano na domačem terenu in pa obenem tudi za pomoč, ki jo nudimo skupaj, vsi skupaj, Lari. Zahvaljujem se tudi ženskem nogometnemu klubu Olimpija, ki so tudi donirali in stopili skupaj z nami pri pomoči za Laro. Ja, s puncami smo pričakovali težko tekmo, mislim, da smo jo dobile. Zahteven nasprotnik, ki smo pa ga dobro analizirali, odigrali tako, kot smo se v slačilnici zmenili in rezultat je pokazal, da smo po mojem mnenju prevladovali na igrišču in zadovoljno gremo v Ligo za prvaka. Pač je zmanjkalo velike želje, borbe, odločnosti, odnos in mislim, da pač je šlo tukaj narobe. Punce so si, pač ekipa je sicer pričakovala zmago, ker pač bi si to zaslužile, ampak bi to mogle pokazati. Niso pokazale in pač čestitam nasprotnicam. Najprej čestitam Radomljam na zmagi, zasluženi zmagi.
S tem, da pač, dali smo si mogoče 4 gole sami, ostalo je bilo mogoče pomanjkanje izkušenj, pomanjkanje zbranosti, kar se je poznalo pol tudi v drugem polčasu. Ta naša mlada ekipa pač ni sledila tempu nasprotnic. Tako da ostalo pa treba delati na tem, pač gremo naprej, probamo neko zadevo nadgraditi, pa tudi kakšne izkušene igralke pripeljati. Ljubljanske nogometašice so na svojem stadionu sprejele Primorje Toslon Nutricosmetics. Primorke so upale, da bo ugoden rezultat prišel iz Radomel. Namreč, če bi Olimpija zmagala in one izgubile proti Ljubljani, bi se uvrstitve med 4 najboljše ekipe veselile Ljubljančanke. Pod oba zadetka se je podpisala prva strelka Ljubljane Mirjam Kastelec. Najprej je uspešno izvedla 11-metrovko, nato pa je zadela še z glavo za končnih 2-0. Kljub porazu je Primorje Toslon Nutricosmetics prišlo med 4 najboljše ekipe po rednem delu prvenstva in se v drugem delu podaja v ligo za prvaka. Še pred velikonočnimi prazniki je Muranona premagala Kirurgijo Estetical Aluminij. 9-1 je bilo v Bratoncih, Maribor je z 8-0 ugnal Žalec Trbovlje. Z gostovanja pri Gažonu se s 3 točkami in 3 doseženimi goli vrača Krimpec Bolit. ŽNK Ljubljana ni dovolila presenečenja in je premagala Primorje Toslon Nutricosmetics z 2-0. 6-1 je bilo na tekmi Radomel Medex in Olimpije. Lestvica se v nadaljevanju prvenstva razdeli na 2 dela. Prve 4 ekipe gredo v ligo za prvaka, preostale pa za razvrstitev od 5. mesta dalje. Mura gre v nadaljevanje 6 točkami naskoka pred Ljubljano. Za lanskoletnimi pokalnimi prvakinjami 2 točki zaostajajo Radomlje Medex. Primorje pa bo bržkone ostalo na 4. mestu, kar pa bo kljub temu največji klubski uspeh. Olimpija je 5, Krimpec Bolit 6, potem pa sledi velik prepad. Gažon in Maribor imata 16 točk, 15 za Cerklje, 12 jih ima Kirurgija Estetical Aluminij, 0 Žalec Trbovlje. Prvenstvo se bo po reprezentančnih obveznostih nadaljevalo 23. aprila. Mura bo za začetek lige za prvaka igrala v Bratoncih proti Primorju Toslon Nutricosmetics. Ljubljana nastopa proti Radomljam Medex. Krimpec Bolit se bo srečal Žalcem Trbovljami, Gažon pa s Kirurgijo Estetical Aluminij. Na igrišču v Staršah igrata ŽN Maribor proti Cerkljam. V zaključku oddaje pa spoznajmo še igralko Krima Julijo Žnidarič. Po rednem delu sezone ima Krim letos 2 točki več kot lani, ko se je sezona končala. Zelo verjetno bodo igralke popravile izkupiček in nadaljevale pozitiven trend. Z vsako sezono korak naprej. Krim je bil sicer v preteklosti zibelka ženskega nogometa, vendar se je po letu 2021 začela nova zgodba, praktično z ničle. Ekipo je prevzel Žiga Grgasovič in skupaj s pomočniki začel sestavljati nov načrt. Počasi, a marljivo je moštvo napredovalo. Zadnji 2 leti napad Krima sloni na Juliji Žnidarič. Z 11 goli je najboljša strelka Krima. Toliko jih v prvem delu sezone ni dosegla nobena predstavnica tega ljubljanskega kluba od odhoda Mirjam Kastelec leta 2021. Z tem delom sem zelo zadovoljna. Na tekmo dajemo svoj maksimum, res se zelo potrudimo. Iz današnje tekme smo tudi pokazali, da naš trud premaga vse in da se nam tudi pride rezultat v našo korist. Pogovor z Julijo je bil posnet po mestnem obračunu proti Olimpiji, ko so Krimovke po sušnih letih prvič ugnale svoje sosede. Z obrestmi so se odkupile za vse poraze v prejšnjih letih, Olimpiji pa vzele tudi priložnost, da bi se uvrstila v ligo za prvaka. Zdaj se bodo z Majčicami borile za 5. mesto, prepričane, da niso še pripravile zadnjega presenečenja. Jaz sem zadovoljna, trener je tudi zadovoljen z nami. Mi dajemo svoj maksimum in to je bistvo. Julija je postala standardna članica prve 11-terice. Le 2 soigralki imata večjo minutažo v tej sezoni. Zadolžena je, da pospravlja žoge v mrežo, pa ne samo to. Stvarjati priložnosti, predvsem te asistence, neka spodbude ekipe,
je dobrodošel za vse igralke, da devajo od sebe svoj maksimum pokazati in to je to. Če seštejemo njene članske prvenstvene in pokalne zadetke, pridemo do številke 18. Več kot četrtino teh je dosegla na tekmah z Gažonom, tudi najlepšega, Škarjicami. Bil je kot, ena so igralki se je odbila iz glave in so sam nenačrtovano pač neka Škarjica izvedla to. To je neopisljivo. Prve nogometne korake je storila pod vodstvom nekdanje reprezentantke Tanje Lekić, ki skrbi za razvoj ženskega nogometa v navezi z Ramizo Seferović na širšem področju Posavja. Pustile so svoj pečat na številnih igralkah, ki danes redno nastopajo v prvi ligi ali pa celo igrajo v tujini. Tudi Julija je še vedno povezana z okoljem, kjer se je naučila nogometa. Jaz še vedno pač smo v kontakti, hodim tam na trening. One so tiste moj prvi vzor, moj še vedno vzor. Dale so mi vse znanje, tisto začetno in vse pač. Jaz sem zelo hvaležna in ponosna na njo, kar so dosegli in kar so meni praktično dale. Na svojevrsten način je izkusila tudi že tujino. Nekaj mesecev je nastopala na Hrvaškem v mlajših selekcijah Agrama. Koliko sem igrala za selekcijo U17, za člansko tam še nisem probala. Videla sem, da je nogomet precej hitrejši, pa tehnično bolj napreden. Tako da to je tisto bistveno, se mi zdi. Nato se je vrnila v Slovenijo, znova oblekla dres Krima in tako smo prišli od njenih začetkov pa do danes. Zakaj pa se je odločila za vrnitev ravno k ljubljanskemu predstavniku? Predvsem, da izkusim mogoče prvo ta članski nogomet v Sloveniji, da vidim, kak je tle prvo in da probam mogoče v tujini, kako rad dalje narediti, ne? Prostega časa velikokrat zmanjka, pa tudi tisti je občasno posvečen nogometu in igranju računalniške igre FIFA. S katero ekipo pa se najraje poda proti nasprotnikom? Ja, navijam za Arsenal, tako da tako.